V današnji epizodi Sestra, ki me je pripeljala rentgenologu, rekla, da to je oseba s HIV-om. In se mi je zdelo, zakaj pri Bogu je pomembno, da imam HIV, če grem pa samo na rentgen. Da je zdravstveni delavec pred čakajočimi v čakalnici razkril zdravstveno stanje posameznika s HIV, nato pa si je pri tem, ko je prijel njegovo zdravstveno kartico, nadel zaščitne rokavice in je pojasnil, da se mora pač zaščititi. podcast Zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta Zagovornika načela enakosti. Letos mineva 40 let od prvih primerov HIV-a in AIDS-a v Sloveniji, 45 let pa od odkritja te bolezni. Za Slovenijo velja, da se je ob pojavu nove pandemije zgledno odzvala, tako medicinski kot civilno-družbeni odziv je bil hiter, strokoven, koordiniran, povezan in učinkovit, čeprav ni šlo vse vedno gladko. Danes imamo pri nas na voljo vrsto učinkovitih metod za preprečevanje prenosa virusa HIV. Če pa do njega pride, so osebe s HIV-om deležne najsodobnejših oblik in sredstev zdravljenja. Kot so zapisali v publikaciji ob 40-letnici, v Sloveniji 90% oseb s HIV-om ve za svojo okužbo, 90% se jih zdravi, 90% zdravljenih doseže stanje, ko virusa v krvi ni več moč zaznati in virusa ne moremo prenesti s spolnim odnosom. Nezaznavno je torej neprenosljivo. Zdi se, da osrednji problem HIV-a in AIDS-a danes v Sloveniji in na Zahodu res ostaja predvsem stigma, nanjo pa, kot kažejo izkušnje oseb s HIV-om v zadnjih 45 letih, ni imun nihče, ne družina, ne sorodstvo, ne prijatelji in znanci, ne širša družba, ne civilna družba, ne izobraževalne, socialne, kulturne institucije, ne delodajalci in gospodarstvo, ne trg dobrin in storitev, tudi ne zdravstvene ustanove. Na tem polju je torej še veliko izzivov. Za razmisleke o vprašanjih diskriminacije in stigme oseb s HIV-om s poudarkom na zdravstvenih kontekstih smo povabili naslednje gostje in goste. Dr. Tomaž Vovko je infektolog, dela na infekcijski kliniki v Ljubljani. Dober dan. Dober dan. Evita Leskovšek, njo poznamo iz številnih preventivnih kampanj, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje izvajal v zadnjih 40 letih. Dober dan. Dober dan. Petra Klepec je pravnica z pravnega oddelka pri Zagovorniku načela enakosti in podrobno pozna primere, ko je zaradi diskriminacije oseb s HIV-om posredoval osrednji državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Dober dan. Dober dan. Z nami je tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Dober dan. Dober dan. Dobrodošli in dobrodošli v podcastu. Pripravljeni imamo tudi kratek posnete pogovora z Markom Verdevom, podjetnikom in avtorjem knjige Govorim, ki je o svojem HIV statusu večkrat spregovoril javno, a o tem nekoliko kasneje. Dr. Vovko, laično lahko rečemo, da ima AIDS danes 40 let po začetku epidemije pri nas status kronične bolezni. Imamo relativno nizko in stabilno število novih primerov, dobro preventivo, odlično kurativo, ogromno znanja o tej bolezni, a družbena stigma in strah ostajata tudi v medicini. Oče infektološkega zdravljenja HIV-a in AIDS-a v Sloveniji, dr. Ludvik Vidmar, je povedal, bolniki so na vsakem koraku doživljali socialno smrt, mi na kliniki pa smo se soočali z odporom za sodelovanje strani zdravstvenih delavcev in ustanov ob začetku epidemije v 80-ih. Dr. Vovko, vi sodite v mlajšo generacijo infektologov na kliniki. Kje ste se po vašem v predsodkih, stereotipih in stigmi do oseb s HIV-om v medicini izboljšali in kje še ostane prostor za izboljšave? Hvala za tole vprašanje in tudi za povabilo, da se lahko pogovarjamo o tej zelo pomembni temi, ki dejansko še vedno stigma je ena izmed velikih problemov naših bolnikov. Zdaj, glede spreminjanja v zadnjih letih, vsekakor osebe, ki živijo s HIV-om, ki obiskujejo našo kliniko, stigme ne doživljajo. Tako da vsekakor v tem mikro okolju, ko pridejo do nas, ko se ukvarjamo s to boleznijo, ki imamo največ znanja o tej bolezni, tudi do naših sester, ki jim pač redno jemljejo kri,
in se z njimi dodatno pogovarjajo in pač izvajajo kakšne dodatne posege. Te osebe na naši kliniki stigme ne doživijo. Bolj, ko se oddaljujemo od infekcijske klinike, tudi v zdravstvu, žal, še vedno obstajajo primeri, kjer se zaradi diagnoze osebe diskriminira, vsekakor se, kjer se obravnavajo drugače, kjer ljudje tudi to zelo doživljajo. Tako da zdaj je pa to ni vedno odvisno od ustanove, od starosti teh oseb, od njihove izobrazbe, ampak vsekakor so velike razlike še vedno. Tako da nekateri osebe povejo, da doživijo super sprejem, normalen odnos, vključno z zobozdravniki, vključno z splošnimi družinskimi zdravniki, vključno z drugimi obravnavami v zdravstvu. Je pa lahko na vseh teh mestih to še velik problem. Tako da zdaj morda je trend na boljše, vseeno, teh diskriminacij z mlajšimi generacijami, morda je tega malo manj. Smo pa tudi presenečeni včasih nad zelo mladimi in dobro izobraženimi zdravstvenimi delavci, kjer v bistvu so njihova doživljanja okužbe s HIV še vedno ne v skladu z znanjem, ki ga imamo. Da odgovorim del vprašanja glede kronične bolezni. Vsekakor okužba s HIV, kadar je zdravljena v zgodnji fazi, to treba poudarjati, je odlična bolezen za imeti, tako malo v navednicah. Mi ljudem, ki jih diagnosticiramo v zgodnji fazi, rečemo, da smo odkrili neko dobro stvar, dejansko njihovo okužbo, zato ker jo lahko zdravimo in s tem pač jim popolnoma spremenimo potek te bolezni. Te osebe se počutijo zdrave. Edino, kar imajo seveda problem je, da potrebujejo redno terapijo, razen tega pa dejansko te praktično težav nimajo. To pa ne velja za osebe, ki pač pridejo za napredovalo okužbo, te osebe pa še vedno imajo kar nekaj tudi zdravstvenih posledic, tako da se kakor to moramo ločiti. In del tega problema, ki pač ga v bistvu tudi o njemu govori Svetovna zdravstvena organizacija, poleg tega, da popravim, da smo zdaj že v Sloveniji na 95% in več, ki jih zdravimo, in 95%, ki so nezaznavni. Med drugim, da zazna tudi za cilj, da ni nič primerov diskriminacije. Ker dejansko ta diskriminacija ovira osebe, da se pač v zdravstvu razkrijajo, ker pač raje imajo bolezen, za katero ne vejo, in se raje, čeprav včasih kakšni pomislijo že nekaj let nazaj, da morda pa bi se bilo dobro testirati na HIV, pač nekateri rečejo, da dokler nima diagnoze, in se tudi pač to je vsekakor ovira pri testiranju za HIV, in pač tukaj moramo pač vsi mi, ki smo v zdravstvu še posebej, dati dober zgled, da pokažemo potem vsem ostalim, torej ostalem svetu, ostalim nezdravstvenim osebam, ostalim pač v okolici, da pač povemo, da to je ena bolezen, kjer v bistvu z dobrim zdravljenjem ni nobenega nevarnosti prenosa te bolezni, in pač ta stigma dejansko je neutemeljena in ne temelji na nekih zdravstvenih realnih nevarnostih za prenose, in pač to je neka stvar, na kateri moramo še zelo delati. Hvala. Gospod Lobnik, preden ste postali zagovornik načela enakosti, ste v Sloveniji uspešno vodili projekt, ki je uvedel sistem testiranja na HIV za ranljive skupine zunaj medicinskih ustanov. Eden od vzgibov za projekt je bil, da ranljive skupine v medicinskih ustanovah niso doživljale teh ustanov kot prostore brez predsodkov in stigme. V skupnosti pa je bilo vzdušje bolj sprejemajoče. Kakšna je bila vaša izkušnja takrat in kakšne spremembe opažate, se stigma zmanjšuje ali vztraja? Ja, v obdobju pred približno 20 leti smo postali v takratnem aktivizmu pozorni na dejstvo, da se zelo veliko tistih, za katere bi bilo smiselno, da se redno testirajo, zato ne odloči. Da pravzaprav ne obstaja učinkovit način prepričevanja, bodisi z zloženkami ali s predavanji, ozaveščanjem, ki bi ljudem svetovalo učinkovito, da bi se bolj pogosto odločili za testiranje. In zanimalo nas je, zakaj se ne odločijo za nekaj, kar je pravzaprav dobro za njihovo zdravje, za njihovo perspektivo v življenju. In za tem sociološkim raziskovanjem smo ugotovili, da je odzadaj pravzaprav zelo močen strah pred diagnozo in posledicami, za katere ljudje so verjeli, da jih ta diagnoza prinese.
Torej, HIV in AIDS sta pred 40 leti vstopila z zelo močnim strahom pred smrtjo, se je to najprej bila neozdravljiva bolezen. Ta strah pred smrtjo se je povezal z sramom pred načinom prenosa, ki je povezan s spolnostjo, in ta v ljudeh še vedno seveda zbuja tudi sram. In ob tem je nastopila tudi homofobija kot na nek način predsodek do istospolnih odnosov. Vse to je kompozitiralo v neko zelo močno stigmo in prav populacija, za katero je bilo bistveno, da bi se redno testirala, se je pravzaprav testom največ izogibala. Leta 2006 smo gostili tuje raziskovalce iz Amerike, ki smo jih prosili, da nam naredijo neko oceno, kako na nov način kot predstavniki skupnosti, torej nevladne organizacije, takrat Legebitra in drugih, vstopiti v preventivo, kako deljenje kondomov in izobraževalnih zloženk nadomestiti z bolj učinkovitimi ukrepi. In predlog je bil, da se začnemo ukvarjati s tako imenovanim testiranjem v skupnosti. Tudi za nas je bil to velik izziv, kako se bomo prilagodili kot neko društvo. Ampak sporočilo tega ukrepa je bilo jasno. Ko boste razbremenili proces testiranja na HIV, tega občutka, da človek stopi v ustanovo, kjer bo takoj srečal vso svojo stigmo, boste povečali stopnjo testiranja. In tako smo dizajnirali ta test v skupnosti, da je postal možen v društvu Legebitra, v klubu K4, Tiffany in po različnih krajih potem v Sloveniji, z namenom, da test ločimo od prvega stika z institucijami in strahu, da posameznik tam sreča vse te predsodke in tako naprej. Tako da ta projekt je imel v sebi potencial spremenjenega družbenega dojemanja HIV-a med najbolj občutljivo populacijo. To pomeni, da je test pravzaprav vpogled in vpogled v dejansko stanje. Mi smo šli s to mislijo, če je nekdo s HIV-om, je že s HIV-om. Stopimo skupaj pred to ogledalo, pospremimo človeka do institucij. Profesor Tomažič, dr. Vovko, zelo pomembno so sodelovali kolegi iz NIJZ-ja, profesor Evita Leskošek, Irena Klausova in skupaj smo naredili v bistvu en tak večstebrni projekt. Medicina, nevladne organizacije, inštitucije, konec koncev tudi Ministrstvo za zdravje pa Inštitut za mikrobiologijo, smo ustvarili nov način odnosa s HIV-om za to ciljno skupino. In s tem začeli pravzaprav zavest o potrebnosti testiranja razstigmatizirati, na nek način, ne preveč posrečena beseda, ampak prišlo je do novega trenda, da so ljudje se niso več bali testa, ampak da smo govorili o tem, da je test pravzaprav dober in zdaj je postal tudi toliko bolj množičen. Zdaj, kaj so nauki te izkušnje? To je, da tudi zelo težke predsodke in stigme je mogoče na nek način premagovati, če se multidisciplinarno združijo vsi deležniki, ki se z nekim vprašanjem ukvarjajo, od medicine, preventive, epidemiologije, nevladnih organizacij, socialno-psiholoških razumevanj izziva in tako dejansko vplivati na vedenje ljudi. Kajti na uporabo zaščitnih sredstev z deljenjem kondomov in zloženk lahko vplivamo samo do določene mere, na vedenje okrog testiranja pa smo ga uspeli korenito popraviti, izboljšati v teh letih in hkrati seveda poskrbeti za dober vključitev v zdravstveni sistem. Tako da je tukaj prišlo do enega zelo zanimivega sodelovanja, ki pa je obrodilo rezultate. In zdaj je to sistem, ki nekako deluje. Gospa Leskošek, leta 2023 sta z dr. Blažem Pečavarjem izvajala spletno anketo med zdravstvenimi delavci o njihovem odnosu do HIV-a in AIDS-a. Šlo je sicer za del večjega projekta, v katerem je sodelovalo več kot 18,000 respondentov iz 54 evropskih držav. Tudi v Sloveniji so se zdravstveni delavci zgledno odzvali, saj ste jih nabrali več kot 600. Nam lahko na kratko predstavite ugotovitve te raziskave, kaj vas je zanimalo, kaj ste spraševali in kakšni so rezultati?
Hvala za vabilo, vsi pozdravljeni. Stigma v zvezi z HIV-om je zelo pomembna tema. Zlasti ta tema še vedno pomembna za zdravstvene delavce. Mi se spomnimo obdobja še z časa že omenjenega dr. Vidmarja, ki je rekel, da je tudi sam stigmatiziran, med zdravstvenimi delavci, da se je počutil izključen in da se je ta stigma odražala na njem, do njega in do vseh njegovih zdravstvenih sodelavcev. Poznamo čisto konkretne individualne primere in v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo že, ko je bila pandemija AIDS-a še zelo aktualna, tudi ciljano izvajali kampanje proti diskriminaciji. Tukaj je bila pa to raziskava mednarodna, kjer smo pa lahko merili to stigmo med konkretno zdravstvenimi delavci. Vključeni so bili tako medicinske sestre, zdravniki, ostali sodelavci in študenti obeh smeri in smo dobili v bistvu pričakovano zaskrbljujoče rezultate. Seveda stigma je prisotna čisto v konkretnih dejanjih, vprašanje je bilo, ali si zaskrbljen, ali si zelo zaskrbljen oziroma ali se strinjaš, ne strinjaš. In zdaj, če grem zelo na hitro čez vsa ta konkretna vprašanja, ki jih je bilo zelo veliko, ugotavljam, da je še vedno prevelik odstotek zdravstvenih delavcev, ki ne pozna dovolj dejstev o HIV-AIDS-u. Vzrok je najbrž tudi to, ker so odgovorili, da imajo premalo izobraževanj v svoji karieri. Recimo konkretno, največ izobraževanj je bilo na področju nalezljivih bolezni nasploh, na področju HIV-a v zvezi z postekspozicijsko profilakso, medtem ko o HIV-u, v družbenem kontekstu odnosu do ljudi z HIV-om in o stigmi samo 13% teh respondentov. In še vedno so zdravstveni delavci zaskrbljeni v tem smislu, da so odgovorili v visokem deležu, da raje ne bi obravnavali osebe, ki imajo HIV. Znotraj teh pa najbolj imajo nek odklonilni odnos oziroma strah ali pa, če hočete, stigmo, predvsem do ljudi, ki uživajo ilegalne droge, ki injicirajo droge, potem recimo prostitutke in druge te ciljne skupine. Do HIV-a pa zelo kriči informacija, da je premalo izobraževanj, premalo informacij, ki je povezana potem s to dejansko stigmo pri vsakodnevnem delu, in to je za nas, ki se s tem področjem izobraževanja, promocije, osveščanja ukvarjamo, močen signal, da je tu treba aktivnosti pojačati oziroma sistematično urediti tako na podiplomskem, predvsem pa tudi dodiplomskem študiju. So vas ti rezultati presenetili? Vas je kaj zaskrbelo? Niti ne. Smo pričakovali take rezultate, ampak recimo presenetilo pa je, da so še vedno ljudje mislijo, sicer v manjšem deležu, da je treba obsojati ljudi, ki so obkuženi, da so sami krivi. To v zdravstvu ne bi smelo biti sploh prisotno. Da so še vedno prisotne prakse, da nekateri zdravstveni delavci uporabljajo celo dvojno zaščito, dvojne rokavice, ali pa da zračijo prostore potem, ko je nekdo, ki živi s HIV-om, zapustil ordinacijo. Tako da, to je zelo aktualno vprašanje, ki smo si ga postavljali v bistvu že več kot 20 let nazaj in tukaj nismo naredili zelo velikih premikov. Vi ste spraševali zdravnike, medicinske sestre in tehnike in drugo osebje. Res je bilo največ je bilo, pri respondentih je bilo največ žensk in največ medicinskih sester. Tak vzorec je pač, smo uspeli dobiti odgovore, ampak je to seveda nek indikator za vzdušje. Je pa tudi raziskava pokazala, da recimo v zdravstvenih inštitucijah, ki imajo neke pravilnike v zvezi s tem, je manj prisotne stigme, torej regulativa le deluje. So pa te neki podzakonski akti oziroma pravilniki stvar zdravstvene ustanove, ni to urejeno na sistematskem nivoju. Ste ugotovili, da je
enako razporejena te šibke točke med družinskimi zdravniki, specialisti na primarni, sekundarni, terciarni ravni, ali so kakšne posebnosti, zobozdravniki recimo? Zobozdravniki, to pa vemo že čisto tako iz prakse in iz primerov, so zelo občutljivi na to temo. Mislim, da smo imeli nekaj let nazaj prav okroglo mizo na enem strokovnem posvetu, kjer so zobozdravniki v bistvu zahtevali, da imajo pogled zdravil svojih pacientov, kar je neposredno impliciralo na to, da želijo vedeti, kdo je HIV pozitiven. Potem je bilo to nekako interpretirano, da želijo zaščititi bolnika, ampak okoli tega je bilo veliko govora. Vemo pa, da čisto na začetku, ko se je AIDS pojavil, večina zobozdravnikov ni hotela obravnavati, ko je bil še tisti strah, panika pred neko smrtno grožnjo in tako naprej. In je bila klinika tista, ki je prevzemala večino takrat večini pacientov, ljudi, ki živijo s HIV-om. Tako da tukaj so seveda bila številna izobraževanja, prav za zobozdravnike situacija se je seveda izboljšala, vendar še prav v tej skupini strah zelo prisoten. To pa morda tudi čisto tako zaradi njihove vsakdanje prakse. Zobozdravnik le gleda v neko ustno votlino, kjer je sluznica, kjer je tudi kri, čeprav se ne prenaša z aerosoli, ampak strah je prisoten. Zdaj, čisto tako, kako je zdaj strokovno, kakšna je verjetnost do okužbe, v bistvu je tudi verjetnost, da zdravnik okuži pacienta. Skratka, tukaj je bilo veliko črnila že napisano na to temo. Doktor Vovko, vas ti podatki presenečajo, vas te ugotovitve presenečajo? Tako kot je rekla malo pred mano doktor Leskovšek. Žal ne, žal ne preseneča, pač ali sem žalosten, ja, ali je to narobe, seveda je narobe. Zdaj, nek strah, očitno se ga zelo težko izkorenini, in ta strah ostaja, strah, ki je povsem posledica nerazumevanja. Tako da mi tudi velikokrat sodelujemo v vseh teh raznih izobraževanjih, radi predavamo, radi se pogovarjamo o tej temi, radi govorimo s stomatologi, z družinskimi zdravniki. Vedno so teme zelo enake in jasne, ker to vse povemo, ker jim zelo nazorno povemo, da pač nekdo, ki je na terapiji, ni nevaren, tukaj se ne da prenesti, ampak smo imeli pač en primer, ki mogoče bomo to kasneje govorili, ker pač še vedno, ne glede na to, bo nekdo lahko rekel, jaz pa mislim, da to ni tako. Pač tudi, če mu pokažeš na 100,000 primerov, kako ni prišlo do prenosov, je pač strah neka stvar, na katero težko vplivamo in je pač res potrebno izobraževanje od mladosti naprej, da to pač se res usede. Tako da, ja, žalost, ampak ne presenečenje. Žal. Sklepam, gospod Lobnik, da tudi vas niso presenetili ti rezultati merjenja strahu pred HIV-om v zdravstvu? Ne, zdaj v zadnjih letih, ko delujem kot zagovornik načela enakosti, smo se tudi v naši inštituciji srečevali z primeri diskriminacije tudi v zdravstvenem sistemu, ki so potrjevali, da strah in stigma ostajata problem, saj na nek način propelirata tudi prakse, ki pomenijo pa diskriminacijo, ki je zakonom prepovedana. Zdaj, kot odziv na to povedano, je pravzaprav vprašanje, ki se pojavlja, ali samo izobraževanje, torej podatki, res lahko odpravi ta strah, ki je prisoten tudi pri zdravstvenih delavcih in se je nekako zgodovinsko zgeneriral. Ali lahko na nek način odpravi ta alternativna dejstva, ki jim nekateri, ki delujejo, in to je nek paradoks, da v zdravstvu delujejo, pa se vendarle poslužujejo iracionalnih razlag in alternativnih dejstev, ne pa teh znanstvenih. Torej, verjetno gre za nek močen čustveni vzgib, s katerim se bo potrebno malo tudi psihološko ukvarjati, da bi se ta strah premagal. Kajti kot smo opazili v zgodbi o krvodajalstvu
je na nek način na delu nekakšen management strahu, če bi lahko tako rekel. To je ena psihološka zdaj razlaga tega, kar se dogaja. Namreč, ko so bili iz krvodajalstva izločeni vsi moški, ki so izjavili, da imajo homoseksualne spolne odnose, se je zdelo, da se je s tem poskrbelo za varnost krvi. Ne? Ampak pozabilo pa se je, da so bili ti isti ljudje povabljeni, naj se sami opredelijo, torej jim je bila pripuščena njihovi vesti, tudi resnicoljubnost teh izjav. In zdi se, da vsi, ki se ukvarjajo v zdravstvu z pacienti, se zatečejo v nekakšen management tega strahu. Pri zobozdravnikih je tako, a ne? Radi bi vedeli, kateri pacienti so HIV pozitivni, da bi se tam bolj ščitili in kakor da bolj ščitili ostale paciente zobozdravnikov. Vendar pa zobozdravniki tukaj pozabijo, ker ne gre za racionalno dejanje, da pravzaprav nikoli ne vejo, kaj pa tisti ljudje s HIV-om, ki svojega statusa ne poznajo in jih potem pri svojem ravnanju obravnavajo kot v narekovajih nenevarne, pa ravno tisti, ki svojega statusa ne poznajo, teoretično predstavljajo največjo virusno breme, kajti kot smo slišali prej dr. Vovka, so ostali zdravljeni že tako pod virusnim bremenom. Ampak management strahu jim narekuje in tako je neka človeška reakcija. Želim vedeti, od kod prihaja nevarnost, da se bom pred to nevarnostjo zaščitil. In človek gre tako daleč, da je pripravljen iracionalno locirati v neko skupino, projecirati v njo vse varnostne ukrepe, ob tem pa seveda pozabi, da ni zares pridobil varnosti, ampak je pridobil samo svoj občutek varnosti. Tako da te dvojne rokavice in podobna dejanja služijo samo psihološkemu občutku varnosti, nikakor ne dosežejo te varnosti, hkrati pa izjemno pa stigmatizirajo, ne? Kajti oznanjajo nevarnost teh subjektov, pred katerimi se branijo. Ja, jaz bi tu povedala, zgodovinski spomin. Dejansko v začetku so imeli, mislim, na Romunija, Bolgarija, obvezno testiranje in izločeni ljudje, ki so bili pozitivni. Ampak tukaj je eno zelo pomembno dejstvo diagnostičnega okna. Tudi če v populaciji testiramo vse ljudi, imamo določeni ljudje v tem oknu, ko je nekdo že okužen, ne pokažejo pa to še testi. In najbrž bo dr. Vovko potrdil, da so ti ljudje v začetni fazi celo bolj kužni. In tako da dejansko nikoli ne vemo. To so bile te zahteve po obveznem testiranju določenih skupin, recimo zapornikov, tudi v Sloveniji, zelo prisotne. In potem smo s temi argumenti poskusili zadeve spremeniti. Zdaj pa spet popolnoma druga situacija, ko imamo nezaznan in nekužen. Skratka, to področje je šlo skozi nek velik razvoj, skozi tektonske premike na vseh področjih, ampak zdaj tu, ko smo kljub vsem uspehom zdravljenja, kljub vsem informacijam, ki so dosegljive takoj na dosegu rok, je tukaj še vedno zdaj situacija, dejstvo, strah, stigma še vedno obstajata in to v močni korelaciji in povezavi z pomanjkanjem izobraževanja. Ja, dr. Vovko? Samo še replika. Ko nas učijo o rakovanju s krvjo in s takimi drugimi potencialno okužnimi stvarmi, je načelo za vse zdravstvene delavce, da moramo vedno se obnašati tako, kot da bi bila neka kri potencialno kužna. Tako da dejansko ta principi so bili seveda zgenerirani zaradi teh s krvjo prenošljivih okužb, vključno s HIV-om in vključno s hepatitisom B. Tako da mi, zdravstveni delavci, vsakeč, kadar delujemo, kadar obravnavamo te osebe, kjer treba priti do stika krvi, moramo vedno pravilno postopati, da ne bi prišlo do takih okužb. Tako da mi smo itak vedno že, ta strah, ki smo prej govorimo, mi načeloma ga moramo imeti, kar je pravilno do vsakega in točno tako, kar ste vsi povedali. Naši bolniki v Sloveniji so izjemno dobro obravnavani, razen redkih izjem, tisti, ki si ne želijo zdravljenja, kar je v bistvu res mogoče izmed tistih približno 900 oseb, mogoče enih 10 do 15.
Vsi ti naši bolniki so na terapiji in res, razen tisti, ki jim ravno uvedemo terapijo, vsi imajo nezaznaven virus, tako da dejansko dejstvo, da je nekdo HIV pozitiven, bo vsekakor zmanjšal verjetnost, da bi prišlo do prenosa te okužbe in je to pač, s tem ščitijo pravzaprav svojo okolico, ker v bistvu res terapija izjemno dobro dela. Ogromne številke so bile, ker v bistvu če si bil aviremičen, ni bilo nobenega prenosa spolnega. Tako da pač vsekakor to je znanost tukaj prišla. To bi moralo zmanjševati stigmo, ampak spet, kot je prej gospod Lobnik povedal, pač ta strah, pač ga dejstva ga ne izničijo, žal ne. Treba pač delovati na drugem principu. Samo izobraževanje verjetno res ni dovolj. Primeri diskriminacije, gospa Klepec, zaradi zdravstvenega stanja, posebej zaradi virusa HIV, niso med pogostejšimi primeri diskriminacije, s katerim se je ukvarjal zagovornik načela enakosti. Kljub temu so se v 10 letih delovanja nabrali vsaj 4 primeri omembe vredni. Lahko na kratko predstavite te primere? Ja, res je, primeri so redki. Zagovornik je do sedaj obravnaval primere diskriminacije zaradi osebne okoliščine zdravstvenega stanja povezane s HIV, glede dostopnosti zavarovanj, glede zavračanja v krvodajalstvu in glede očitka nadlegovanja. Zdaj, prvi tak primer je iz leta 2019, ko se je na zagovornika obrnil posameznik oziroma predlagatelj, ki je živel s HIV-om, in je zatrjeval, da je bil obravnavan diskriminatorno, ker zavarovalnica zaradi njegovega zdravstvenega stanja ni želela skleniti nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer bolezni. Pojasnil je tudi, da je na redni terapiji in da je pri njem njegova virusna obremenitev nezaznavna. Zagovornik je sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je pridobil mnenje strokovnjaka medicinske stroke, ki je vrsto let deloval tudi na področju okužb s HIV, in ta je podal strokovno mnenje, da zavarovanci, ki živijo s HIV in so na redni terapiji, tako kot smo že danes večkrat slišali, za zavarovalnico ne morejo predstavljati nič večjega rizika od oseb, ki ne živijo s HIV. Zato je zagovornik na podlagi takšnega mnenja in tudi zato, ker zavarovalnica ni uspela izkazati, da je bila neenaka obravnava upravičena, zaključil, da je bil predlagatelj diskriminiran. In tisto, po čemer se je predlagatelj razlikoval od ostalih, ki jih je zavarovalnica sprejela v zavarovanje, in tudi tisto, zaradi česar je bil predlagatelju onemogočen dostop do zavarovalnih storitev, je bilo njegovo zdravstveno stanje, torej da je bil oseba, ki je živela s HIV. In kakšen je bil potem epilog te zgodbe? Ja, poznamo epilog tukaj, ki kaže, da je bilo naše delo tukaj uspešno. Po izdani odločbi je zavarovalnica stopila v stik s predlagateljem in mu ponudila sklenitev obeh teh 2 zavarovanj. Je pa zagovornik po obravnavi tega primera opravil tudi raziskavo z naslovom Dostopnost zavarovanj za ljudi, ki živijo s HIV, ker je želel preveriti, ali je šlo za osamljen primer ali pa imajo ljudje, ki živijo s HIV kot skupina, podobne težave. V tej raziskavi je ugotovil, da so ljudem, ki živijo s HIV, v Sloveniji zavarovanja za težke bolezni praviloma nedostopna, da so jim življenjska zavarovanja večinoma dostopna ob prilagojenih pogojih, so pa jim praviloma dostopna nezgodna zavarovanja. Zagovornik je v okviru te preiskave preučil tudi, kako so zavarovanja osebam, ki živijo s HIV, dostopna v drugih državah, in je ugotovil, da slovenske zavarovalnice ne odstopajo od primerljivih praks v drugih državah. Eden od teh 4 primerov, ki si jih omenil, ki se tudi nanaša na dostopnost zavarovanj, ampak v tem primeru, ta je pa novejši, je zagovornik preveril, ali je ena od zavarovalnic pri sklepanju komercialnega zavarovanja manj ugodno obravnavala osebe, ki so okužene s HIV. V tem postopku pa diskriminacije ni ugotovil, ker se je izkazalo, da imajo to konkretno komercialno zavarovanje osebe, ki živijo s HIV, možnost skleniti pod enakimi pogoji kot osebe, ki s HIV-om ne živijo. In potem ste imeli tudi en primer nadlegovanja, ki ste ga obravnavali. Ja, pred leti je zagovornik obravnaval tudi primer nadlegovanja zaradi osebne okoliščine zdravstvenega stanja oziroma HIV. V tem postopku je zagovornik ugotovil, da je zdravstveni delavec
pred čakajočimi v čakalnici razkril zdravstveno stanje posameznika s HIV, nato pa si je pri tem, ko je prijel njegovo zdravstveno kartico, nadel zaščitne rokavice in je pojasnil, da se mora pač zaščititi. S tem je ustvaril okolje, ki je bilo za posameznika sovražno, ponižujoče in žaljivo in je žalilo njegovo dostojanstvo, kar so zakonski znaki nadlegovanja iz prvega odstavka 8. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, in nadlegovanje je tudi ena od pojavnih oblik diskriminacije. Na podlagi tega primera vidimo, zakaj je nadlegovanje v protidiskriminacijskem pravu priznano kot posebna oblika, kot ena vrsta diskriminacije, ker lahko namreč nadlegovanje takšno ravnanje posameznika prizadene, izključi, podredi enako učinkovito kot recimo neposredna in posredna diskriminacija, ki sta mogoče malo bolj razširjeni. Kaže tudi, da se diskriminacija odraža v ustvarjanju ponižujočega, sovražnega, žaljivega okolja, ki mu potem onemogoča temu posamezniku polno in enakopravno sodelovanje v družbenem življenju. In tudi na tem primeru se je pokazalo, kar je že bilo omenjeno danes, da je nadlegovanje pogost izraz družbenih stereotipov in predsodkov glede določene skupine ljudi. Zato prepoved nadlegovanja tudi ni namenjena zaščiti enega posameznika, ampak je to namen tega, da je nadlegovanje prepovedano, je tudi, da se preprečuje širjenje nekih vzorcev diskriminacije. In v javnosti je odmeval še en primer, a ne? Ja. To pa je krvodajalstvo. Ja, to pa je primer iz leta 2020, ko je bil zagovornik načela enakosti že takrat obveščen, da na področju krvodajalstva še vedno velja trajna prepoved darovanja krvi vseh moških, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ki ga je prej že omenil gospod Lobnik. In razlog za takšno prepoved je bil, da je takšno spolno vedenje izpostavljeno večjemu tveganju za okužbo s HIV. Zagovornik je v tem primeru ocenil, da je šlo za zadevo, ki jo je treba nasloviti kot splošno pomembno, za razjasnitev vprašanja diskriminacije zaradi spola in spolne usmerjenosti. V tem postopku je zagovornik na zelo podoben način argumentiral svoje razloge, kot jih je v zadevi Ležer sodišče Evropske unije v letu 2015, in sicer je gotovo, da je legitimen cilj za takšno prepoved, in sicer zagotavljanje varne in kakovostne krvi za prejemnike, vendar pa to ni dovolj, da se takšna prepoved obvelja. Ugotovil je, da so sredstva za doseganje tega cilja le delno ustrezna, to smo tudi danes že omenjali, ker moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, niso edina skupina, katerih spolno vedenje je izpostavljeno večjemu tveganju za okužbo s HIV. Hkrati pa je bila ugotovitev o rizičnem spolnem vedenju pogojena za iskrenostjo odgovora potencialnega krvodajalca. Naslednja najbolj pomembna ugotovitev je bila pa, da so bila sredstva za doseganje tega cilja, torej varne in kakovostne krvi za prejemnike, niso bila primerna, ker je bila vsa darovana kri v Sloveniji že od leta 1986 presejalno testirana tudi na označevalce okužbe s HIV. Poleg tega je zagovornik ugotovil, da ta prepoved ni skladna z načelom sorazmernosti, ker ima odklonitev določenega dela potencialnih krvodajalcev druge negativne učinke in je med drugim problematična zato, ker ohranja predsodek in stigmo, da gre pri tej skupini vedno in izključno za ljudi, ki imajo večje število partnerjev in tveganih odnosov. To dejstvo pa lahko vzdrži le za del obravnavane populacije. Po drugi strani pa se stigma s takšnimi pravili prenese na celotno populacijo moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, oziroma tudi na vse istospolno usmerjene. No, zaključuje zagovornik, da je trajna prepoved darovanja krvi v tem primeru bila diskriminatorna, seveda. In potem je Zavod za transfuzijo prilagodil protokole in odpravil to diskriminacijo. Ja, nova merila so začela veljati v letu 2020. Na podlagi teh meril se je pa opravila individualna presoja spolnega vedenja, ne glede na osebne okoliščine spola oziroma spolne usmerjenosti. Gospod Lobnik, teh primerov diskriminacije zaradi HIV-a, zdravstvenega stanja, ni ravno veliko, so pa indikativni. Kaj smo se iz teh primerov naučili? Kaj je državni organ
potegnil iz teh primerov? Ja, hvala kolegici Petri Klepet za to temeljito predstavitev raznolikosti primerov diskriminacije na podlagi zdravstvenega stanja, v tem primeru stanja z HIV-om. Vendar pa bi dodal to, da ni dobro, da govorimo, da so primeri redki, saj se moramo spomniti, da za vsakim od teh primerov stoji ena od 900 oseb, ki živi s HIV-om v Sloveniji, ki je v življenju to stigmo nekaj let že predelovala in je bila dovolj močna, da je svojo izkušnjo pretvorila v postopek pri zagovorniku. Zato bi tukaj dodal, da so te našteti 4-5 primerov pravzaprav izjemno povedni, saj vemo v področju varstva pred diskriminacijo, da za vsakim prijavljenim je 50 neprijavljenih. Tako da nikakor ne gre za redkost, ampak za pravzaprav bogato biro različnih diskriminacij, ki smo jih v teh 10 letih dobili. In to je velik izziv pri vseh diskriminacijah. Kadar je razlog diskriminacije, tista naša značilnost, družbeno sprejemljiv in nekako obstaja velika družbena empatija. Če je to, na primer, v Sloveniji invalidnost, se kar 90% ljudi strinja, da je diskriminacija res zelo moralno sporno dejanje. Tako je tudi s starostjo, potem malo manj s spolom in tako naprej. Ko pa pridemo do razlogov, ki so bolj intimne narave, tudi vera, nažalost, pa še nižje je potem spolna usmerjenost ali pa neka življenjska praksa, pa je te empatije manj. In ker je empatije manj, je stigme več. In ker je stigme več, je pravno procesiranje teh primerov veliko težje, saj tisti, ki vstopi v naš postopek, tvega tako imenovano razkritje njegovega HIV statusa. In predstavljamo si, kako bo nekdo, ki je zaradi vedenja njegovega HIV statusa naletel na predsodek v inštituciji medicine, kjer išče varen prostor, kako bo tudi on še naprej razkrival ta status, kar ga v našem postopku mora. Zato je tako pomembno, da o teh primerih govorimo drugi, ker so redki tisti, ki lahko svojo zgodbo povejo, zato pa so dragoceni. Dobro, bomo zato zdaj poslušali eni taki zgodbi. Prisluhnimo pogovoru z avtorjem knjige Govorim, uspešnim podjetnikom Markom Verdevom, ki je o svojem HIV statusu v javnost pregovoril tako v knjigi, kot potem v številnih intervjujih. Dober dan, gospod Verdev. Dober dan, zdravo. Dobrodošli v podcastu Zagovornika načela enakosti. Gospod Verdev, vi ste o izkušnji življenja s HIV-om pisali o svojem prvencu, Govorim, po izidu knjige pa tudi veliko v medijih. Kaj je bilo težje za vas, soočiti samega sebe z diagnozo in lastnimi predsodki in stereotipi o HIV-u, pojasnevati mogoče partnerjem, bližnjim, družini, ali soočati se s posledicami javnega razkritja HIV statusa? Zdaj, kaj je bilo težje? Zdaj, glede na to, da sem okužen že 12 let, je na začetku bilo zagotovo najtežje soočiti samega sebe, se sprijazniti s tem, oziroma moram reči tako, da na začetku je bilo zelo malo razumevanja tudi pri meni, oziroma nisem poznal te bolezni in nisem si znal predstavljati, kaj vse to pomeni. Predvsem me je bilo strah, da bom ostal sam, to je bila tista moj neki največji notranji strah, ker sem imel pač sam v preteklosti zelo močne predsodke glede oseb okuženih s HIV-om in sem tudi sam imel nek občutek, da, ali pa prepričanje, ki ni temeljilo na nobeni realnosti, ampak pač nekako sem imel v glavi, da se lahko okužim že samo s tem, če sedim zraven nekoga, ki je okužen s HIV-om. Tako da me je v bistvu bilo soočenje z boleznijo nekako šola zame. Potem, ko sem se po 10 letih odločil, da pač javno o tem spregovorim, pa nisem imel nekih težav. Mogoče sem se večkrat srečal z kako težavo, ne vem, ko smo kot podjetje, na primer, se želeli udeležiti krvodajalske akcije. Kot direktor bi seveda moral prvi stopiti pred zaposlene, pa biti prvi tisti, ki ponudi roko, pa zato, ker seveda ne morem darovati krvi, smo eno stisko. Kako se izogniti temu,
ne, da se kot podjetje, oziroma da se lahko sam izločim, in sem takrat nekaterim sodelavcem povedal. Moram pa reči, da nikoli nisem potem, kasneje, komorkoli sem razkril vse od bližnjih, doživel neke stigme ali pa nekega čudnega pogleda. Predvsem je bilo veliko vprašanj, in ko vse pojasniš, je potem ljudje nekako ponavadi rečejo, aha, tako je zdaj to, nismo vedeli, pa čisto kul. Ste pa potem presegli to samo stigmatiziranje. Ja, mislim, jaz danes o tem zelo iskreno govorim, nimam težav, pa tudi vidim, da mogoče mi je malo lažje, ker v okolju, v katerem delam, ne, Mikropolo se ukvarja z diagnosticiranjem infekcijskih bolezni, kamor ravno HIV spada, ne, tako da smo en od partnerjev in prodajamo teste za odkrivanje HIV-a, tako da je pri nas v službi pač več razumevanja v zvezi s tem, ker imamo kar nekaj mikrobiologov, tu pa v bistvu se s tem ukvarjamo, tako da je to nekako profesionalno, mislim, del našega posla. In kot vi imate tudi strah pred socialno izolacijo, se ni uresničil. Ne, pa tega moram reči, da se tudi nisem niti bal. Bolj se mi je zdelo, da če se bo že kdo umaknil od mene, hvala Bogu, če je to razlog. Zdaj, dr. Ludvik Vidmar, ki je eden od začetnikov infektologov na področju HIV-a, je poročal, da tista prva leta so bila zares težka, ker je bilo veliko strahov tudi v zdravstvenem sistemu. Nihče se s to temo recimo ni želel na začetku ukvarjati. Kako ste vi doživeli stik z zdravstvenim sistemom, ko ste leta 2014 odkrili, da ste pozitiven? Kako je bilo recimo na infekcijski kliniki? V Mariboru, v UKC-u, na infekcijski, so mi zelo lepo pojasnili, kaj se je zgodilo. Moram reči, da si je zdravnica vzela veliko časa. Sicer sem to, da sem pozitiven, pričakoval, ker je namreč moj partner pred mano bil testiran in je seveda on mi povedal, da je okužen, tako da sem nekako bil prepričan, da je to doletelo tudi mene. Mi je pa zelo lepo res pojasnila, me potolažila in mislim, da tisti prvi stik je bil zelo pozitiven. Je pa res, da nimam nekako, kako naj rečem, jasnega spomina na tisti trenutek, zaradi tega, ker vseeno upaš na čudež, da bo zdravnica stopila ven pa rekla negativno, ampak ko je rekla pozitivno, mi je se seveda na nek način sesul svet. Ampak tako kot pravim, v spominu imam ta prvi stik zelo pozitiven. Kako pa potem pri recimo osebnem zdravniku je bila zaradi HIV-a obravnava drugačna? Ste sploh razkrili status osebnemu zdravniku? Nisem. Moja osebna zdravnica, zdaj sicer imam novo, katere še nisem srečal, ker je prejšnja šla v pokoj. Osebnemu zdravniku nisem povedal. Namreč jaz se zdravim oziroma terapijo prejemam v Avstriji, ker živim v Avstriji. In je bil moj prvi stik pač tam z specialisti na infekcijski, tako bom rekel, sestra me je zelo tolažila, zdravnik tisti ta prvi, sem imel pa zelo nekako mogoče negativen občutek, da me je obravnaval, kot češ, sam si kriv, zdaj pa trpi. Nekako se mi zdi, da ni bilo nekega sočutja, ki bi ga mogoče takrat na začetku malo bolj potreboval. Namreč ne bom pozabil, da mi je rekel, dobili boste tablete, verjetno bo vse ok, lahko pa se zgodi, da boste živeli samo še 10 let. In lahko se zgodi, da boste živeli 10 let, sem si ga bolj zapomnil kot tega, da bo vse ok. Dobro, danes so osebe, ki že iz 80 let z novimi terapijami živijo s HIV-om že 35-40 let. Tako da... Ja, saj tudi jaz sam po sebi vidim, da je 12 let mimo, jaz sem bolj zdrav kot kadarkoli. Tista tableta zjutraj, pa je to. V preteklosti smo dostikrat se srečevali z predsodki in stereotipi pri medicini dela. Zdaj, vi ste zaposleni, morate čez ta proces medicine dela. Kakšna je bila vaša izkušnja tam? Ja, jaz imam v bistvu take izkušnje. Pri medicini dela sem zdravniku povedal, da imam HIV, pa je rekel, tega ne bomo nikamor pisali. Tako da je v bistvu čeprav sem jaz mu to povedal, je on to zatajil.
Imam pa mogoče bolj slabše izkušnje in sem zato nehal govoriti o tem. Namreč enkrat sem bil zelo hudo bolan, ne vem, kot neka dolgotrajna gripa. In ko sem prišel v bolnico, pa so me peljali pol na preglede in na ultrazvok, na rentgen, se mi je zdelo takrat zelo neprimerno, da povsod, kamor me pripeljejo. Ne vem, ko so me pripeljali na rentgen, je sestra, ki me je pripeljala rentgenologu, rekla, da to je oseba s HIV-om. In se mi je zdelo, zakaj pri Bogu je pomembno, da imam HIV, če grem pa samo na rentgen. Ne, in sem imel vedno nek občutek drugorazrednega državljana, zato ker imam pač HIV in sem se enostavno odločil, da če res se mi ne bo zdelo potrebno, tega sploh ne bom povedal, nikoli več. In imate tudi medicinsko podporo pri tem, ker se pri nezaznavnem virusu ta ne more prenašati. Tako. Dobro, kako pa je pri zobozdravnikih? Pri zobozdravnikih namreč se zelo pogosto srečujemo s težavami. Osebe s HIV-om so recimo, ne vem, naročene na konec ali pa dostikrat tudi odklonjene. Kako ste vi to uredili? Jaz imam, bom rekel, srečo, da moj zobozdravnik s tem verjamem, da nima težav. Nikoli nisva o tem govorila, vem pa, da sta on in njegova žena, ki tudi dela tam kot receptorka pri njem, pri mojem zobozdravniku, da sta oba prebrala mojo knjigo, tako da vesta, da sem okužen s HIV-om, pa moram reči, da niti najmanjšega občutka nimam, da bi to karkoli spremenilo v odnosu zobozdravnika do mene in tudi pri samih posegih obravnavan sem popolnoma v skladu z nekimi pričakovanji ali pa z neko dobro prakso. Tako da moram reči, da tu imam pa zelo dobre izkušnje. Kaj bi želeli, da bi recimo zdravstveni delavci razumeli, vedeli o življenju s HIV-om, da bi bila obravnava še boljša? Ja, predvsem to, da če si na terapiji in je virus nezaznaven, da v bistvu nisi kužen, da ga ne prenašaš in da je to ena stvar, ki se mi zdi res čudno, da je zdravstveni delavci ne razumejo. Moram reči, da moj partner, bivši, ki je bil zdravstveni delavec, ko sem mu povedal za HIV, je to zelo v redu razumel, je rekel, jaz sem se o tem izobraževal, mene to nič ne moti. In bi si želel, da so vsi zdravstveni delavci taki, in da imamo v bistvu neko podporno okolje, da nimaš zaradi tega občutka, da imaš žig pri zdravniku, kjer bi pač moral biti varen. Vi ste podjetnik, znan po inovativnih pristopih, po učinkovitosti, produktivnosti. Če bi lahko uvedli en ukrep, ki bi najbolj zmanjšal stigmo pri ljudi s HIV-om in posledično tudi diskriminacijo, kateri ukrep bi vi uvedli? Zagotovo, da se več pogovarjamo o tem, pa mogoče, kar pač vidim, vsi okuženi moramo 4-krat letno pač iti na pregled in morda bi nam to lahko pripadalo po zakonu, da imamo tisti dan prost, oziroma da si ne rabimo v službah zmišljevati. Jaz si sicer ne rabim, ampak predpostavljam, da nekje, kjer je to stigmatizirano, si mora nekdo zmisliti ali pa ne sme po pravici povedati, zakaj mora enkrat na četrtletje na poseben pregled zdravniku. Da bi to mogoče dobili tisti dan, 4 dni dopusta več na leto, predvsem zato, da to opravimo. Super. Gospod Verdev, hvala lepa za to vaše pričevanje, za deljenje vaših izkušenj in uspešno in srečno še naprej. Najlepša hvala in enako nazaj. Nadaljujemo pogovor v studiu. Bi želeli mogoče pokomentirati izkušnje gospoda Verdeva? Jaz bi mogoče povedala to, da so ugotovile druge raziskave, pa da se odnos do ljudi, ki živijo s HIV-om, bistveno najbolj spremeni takrat, ko nekdo pozna nekoga, ki je HIV pozitiven. Ali je to njegov svojec, ali prijatelj, nekdo, ki mu je blizu. Tako kot je sama gospod Verdev povedal, več govoriti o HIV-u, še posebej, če zberejo osebe s HIV-om pogum, da spregovorijo in delijo svoje izkušnje. Ena stvar, ki mi je bila zelo zanimiva in je pomembna, je rekel, kar tisti, kjer pač niso imeli težav z njim, je super, da so ostali okrog njega,
ampak tisti, ki pa dejansko imajo težave, pa rekel tudi nič hudega, če grejo stran. Tako da to pač, on je imel veliko srečo, da so bili ljudje okoli njega taki, ki ga lepo sprejemajo. Žal imamo pa tudi mi izkušnje, tudi znotraj družin, starši, bližnji sorodniki, da kakšnih res ne sprejemajo, tako da pač malo je od tega odvisen, v kakšnem okolju si bil vzgojen, kje si zrastel, tako da za tiste, ki pa dejansko se tako, bom rekel, v navednicah opečejo, ko svojim bližnjim razkrijo in doživijo neko zelo slabo odziv, je pa to dejansko težko in tudi take še vedno imamo v Sloveniji. In to pa povzroča res velike travme, ki potem ne bojo šli do zagovornika, ampak da te doma izločijo, oziroma tisti bližnji izločijo za te okužbe, je pa dejansko v resnici velik problem za te osebe. In tudi to še vedno imamo. Jaz bi se pa najprej res zahvalil gospodu Verdevu za to pričevanje in tudi za njegovo delo, za knjigo, ki jo je izdal, kajti ta odkritost pregovoriti o svoji izkušnji, pričati o tem je izjemnega pomena, saj je znan v družbi in za svojo pogumno besedo tudi na svoj način razgrajuje ta ledenik predsodkov in govori tudi za tiste, tako kot se tudi mi v inštituciji Zagovornika načela enakosti trudimo, za tiste, ki pa tako močnega in asertivnega glasu nimajo, kot je že gospod Vovko omenil. Namreč za ljudi je izjemno pomembno, da imajo vsaj nek majhen podporni krog in misliti moramo tudi na tiste, ki so pravzaprav najbolj šibki, ki nimajo v svojem življenju nikogar, ki bi jih z tem stanjem sprejel in na katere bi se lahko potem, ko se srečujejo z diskriminacijo v različnih sferah življenja, lahko oprli. In o tem je tudi pač pomen, da govorimo o tej tematiki. Namreč ranljivi ljudje in v preteklosti žal sem poznal tudi veliko primerov samomorov zaradi obupa, osamljenosti in stiske in izolacije, ki nastopi potem, ker je človek seveda vsakič, ko ni, mislim, da je gospod Marko Verdev lepo pokazal, ko ne more biti iskren, on je hotel samo sodelavcem povedati, zakaj ne more dati krvi. Torej, življenje ves čas terja od nas, da smo iskreni, če ne, pa vstopamo v vedno bolj neresnične fake odnose. In v tem smislu tudi pač ne smemo pozabiti, da vse to, kar danes govorimo in kar pač počnemo, je namenjeno tistim, ki imajo svojega glasu manj in so potem v tem smislu izjemno pod hudim pritiskom zaradi takšnih in drugačnih komentarjev. Doživljajo ga v sebi, doživljajo ga kot neko pravzaprav izjemno neprijazno okolje in včasih to meji na neko izživljanje drugih nad njimi, kot je bilo rečeno. In mislim, da je zelo pomemben proces, katerega del smo, proces ozaveščanja tega, da je to ena od zdravstvenih stanj, da je pravzaprav nekaj, zaradi katere lastnosti ni dovoljeno ljudi šikinirati na način, da se jih recimo ponižuje, kot je bil naš mariborski primer, da se natika rokavice, da pred celo čakalnico se izreče in tako naprej. Da kdorkoli kaj takega zazna, da naj se oglasi tudi v imenu, tudi če se ga osebno ne tiče, ampak naj bo zagovornik tistih ranljivih. In hvaležen sem vsem, ki v tem procesu že vrsto let tako delujejo. Eno izmed ambicij današnje oddaje je bil tudi razmislek o tem, kaj pa narediti, da bi zmanjšali diskriminacijo. In gremo zdaj v ta zadnji krog, preden zaključimo. Kako torej zmanjšati stigmo, predvsem v kontekstu zdravstvenih delavcev, ki lahko privede do diskriminacije? Kaj storiti? Recimo, dr. Vovko, da začnemo z vami. Kaj bi vi priporočali? Ena izmed stvari smo slišali, govoriti o tem. Kaj še? Jaz mislim, da skrivanje te okužbe pri osebah, ki živijo s tem, je gotovo kontraproduktivno, bom tako rekel. Jaz mislim, da je pač treba, ta velika se je pač izvajalo in se še vedno izvajajo ukrepi, da se ne bi videlo na terapijah, da se ne bi videlo na kartici, da se ne bi videlo v sistemu. Jaz sem zagovornik tega, da se mora vse videti za tiste, ki se jih to tiče. Če imaš nekega bolnika, ki ima HIV,
Jaz delam tudi v intenzivi, ker pač se ne moramo vedno pogovarjati z osebami. Vsekakor vedno je prav, da prideš do vseh informacij. Tako da ta del, jaz mislim, da pač je treba, kar je rekel na rentgenu, ko so ga slikali, pa da so to spraševali. Jaz mislim, da prav, da vsi ves čas vejo, ampak potem pa, kar ta informacija, kadar vodi v neke napačne vode, v neko diskriminatorno ravnanje, potem je treba pa te osebe aktivno, ne na zelo na prijazen način pozvati, da se pač spremenijo stvari in pač tudi v smislu kazni oziroma pač nekih neugodnih posledic teh dejanj, ker potem to bo potem dolgoročno dejansko edino lahko res privedlo do tega, da se ta stigma neha v zdravstvu in s tem jaz upam tudi, da bo potem to vodilo v naprej, da se bo zmanjšala stigma tudi pri ostalih. Tako da predvsem pač javno razglašati, nič ni narobe s tem. To, da imaš okužbo s HIV, pač seveda si jo dobil, ker si imel spolne odnose, vsi smo imeli spolne odnose, to, da pač to dobiš, ni nič slabega, ker pač to je lepo, da imaš spolne odnose. In seveda pač žal lahko tudi s temi spolnimi odnosi dobiš HIV. V Sloveniji se dejansko dogaja, zato ker so bili tako zelo uspešni pri zmanjševanju prav teh najbolj ranljivih oseb. Dejansko v zadnjem letu je več novo odkritih iz skupine heteroseksualnih prenosov. Tako da dejansko gremo stran od teh nekih tipičnih vzorcev in to pomeni, da moramo mi ves čas imeti pač neko pozitiven odnos do teh oseb in tudi pač s tem vedenjem o tej bolezni. Jaz mislim, da to dejansko bo ta strah morda res enkrat pa se zmanjšal do te mere, da potem ljudje ne bojo več diskriminirali. Tisti pa, ki diskriminirajo, pa pač mislim, da je treba tudi njih malenkost diskriminirati, tako če sem malo grd. Gospa Leskovšek, kateri ukrep bi po vašem prijel v zdravstvu? Če dovolite, bi samo eno misel rada izrazila kot nekdo, ki prihaja iz javnega zdravja. Danes je bila omenjena osamljenost. Mi imamo družbo epidemije osamljenosti nasploh v družbi in na področju duševnega zdravja nasploh je ravno krepitev socialnih mrež, dobrih medsebojnih stikov zelo, zelo dobra preventiva za vse bolezni pravzaprav. In zdaj, če prihajamo spet na HIV, na AIDS nazaj, govorili smo o izobraževanju, o pomenu tega med zdravstvenimi delavci konkretno. Omenjala sem te pravilnike o zmanjševanju stigme v zdravstvenih ustanovah, ki obstajajo in so povezani z zmanjšanjem diskriminacije oziroma pri poročanju o opažanju diskriminacije v lastni inštituciji je bilo teh primerov manj. Krepitev formalnih politik, tako na nacionalni ravni, kot tudi čist na organizacijski ravni, in pa seveda vzpostavitev mehanizmov, ki preprečujejo, prepoznavajo in potem tudi rešujejo konkretne primere oziroma odpravo teh stigmatizirajočih praktik v zdravstvu. Hvala lepa. Gospa Klepec, katere ukrepe bi vi predlagali za zmanjšanje stigme, ki lahko vodi v diskriminacijo v zdravstvu? Jaz bi najprej povedala, da imamo v Sloveniji formalno gledano zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki presega minimalne zahteve, ki je v tem pogledu je dober, da vzpostavlja odprt sistem osebnih okoliščin in splošno prepoved diskriminacije na področjih družbenega življenja, kar bi lahko bilo omejeno, pa ni. Ampak vseeno so raziskave pokazale, da obstaja velik razkorak med zaznano oziroma doživeto diskriminacijo in med prijavljeno diskriminacijo, torej med diskriminacijo, ki je prijavljena na naš organ, na zagovornika načela enakosti. Recimo, na področju zdravstva so rezultati zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo je izvedel zagovornik načela enakosti, pokazali, da skoraj 10% prebivalcev meni, da so bili v zadnjem letu v zdravstvu diskriminirani, ampak le petina od teh je uporabila postopke za zaščito pravic, večina pa tega ni storila, ker ali ne verjamejo v učinek pritožb, ali se bojijo posledic, ali morda menijo, da so postopki prezapleteni. To velja tudi na drugih področjih družbenega življenja, ne samo v zdravstvu, ki ga danes obravnavamo, recimo tudi na delovnopravnem področju, v izobraževanju, ki so vse potencialna področja, kjer bi osebe, ki živijo s HIV, mogoče lahko tudi doživele diskriminacijo. Torej, kaj bi pa jaz predlagala, da se ta razlika med zaznano in prijavljeno diskriminacijo zmanjša? Glede na moje izkušnje bi bilo potrebno izboljšati osveščenost vseh, tudi pacientov s HIV, o oblikah diskriminacije, o obstoju in pristojnostih zagovornika načela enakosti
in tudi o uspešnem dosedanjem delu zagovornika. S tem bi verjetno dosegli, da bi več ljudi diskriminacijo prijavilo, tistih, ki so jo doživeli, in tudi tistih, ki so jo zaznali, da se mogoče dogaja drugim. S tem bi lahko zagovornik jim pomagal, o svojem delu obveščal javnost, s čimer bi pomagal k osveščenosti, tudi temu, da bi ljudje poznali to problematiko. Hkrati pa bi lahko tudi dobil boljši uvid o dejanskem stanju v družbi in mogoče predlagal kakšne sistemske rešitve. Tako da. Zagovornik načela enakosti je varen prostor za osebe s HIV-om, če so doživele diskriminacijo, se lahko obrnejo na zagovornika in dobijo ustrezno zaščito. To smo tudi videli v današnjih 4 uspešnih predstavljenih primerih. Gospod Lobnik, zadnja beseda je vaša. Katere predloge za katere ukrepe bi pa vi predlagali, da bi v zdravstvu zmanjšali stigmo? Ja, zdaj, če se ozrem najprej proti pravzaprav temu izzivu v zdravstvenem sistemu. Ideal, če postavim, da bi vsi v zdravstvenem sistemu bili tako kot na infekcijski kliniki v Ljubljani. Oni so naš svetal vzor in kar bi si želeli, da bi njihov odnos in ta pozitiven pristop zares se razširil, da bi s tem, če rečem, okužili vso zdravstveno srenjo. In verjetno, tako kot smo se danes pogovarjali, bo potrebno na nek način nasloviti tudi ta strah zdravstvenega osebja, ki se stalno sooča seveda z ljudmi, ki imajo takšne in drugačne prenosljive bolezni. In dejstvom, da se počutijo bolj varne, če to bolezen lahko imenujejo, in seveda postopajo še toliko bolj previdno, vendar pa, da se začnejo zavedati, da morajo ločiti ta striktno medicinski del informacije od tistega, ki potihem med vrsticami prenaša ogromno stigmo in čustveno zaznamovanje pacientov. Tako da se ohrani vse tisto, kar je pomembno. Mislim, da je dr. Vovko izredno lepo povedal, da za vsako medicinsko obravnavo je zelo pomembno, da zdravnik ve vso stanje pacienta in da tukaj v tem smislu ne moremo biti preobčutljivi, ampak da je pa pomembno, da samo za to medicinsko obravnavo, ne pa za prenašanje naših osebnih predsodkov, pogledov na paciente, na ranljive paciente, kajti tudi ne nazadnje pa je morda ni najbolj posrečena primerjava, ampak če nekdo kadi celo življenje, če nekdo pije, ima določene seveda zdravstvene posledice. Pri HIV-u je pa tako, da ljudje imajo lahko samo en spolni odnos, pa seveda živijo potem celo življenje s HIV-om. In se včasih tukaj pomešajo tudi te neki odnosi, nekdo je nekaj tako delal, zdaj pa ima to stanje. Skratka, imamo skupino zdravnikov in medicinskih sester, ki to dobro delajo in mislim, da morajo imeti veliko besede pri tem, da so za zgled ostalim. Kar se pa tiče naše institucije in tega dopolnilno-pravnega vidika tega vprašanja, bi pa poudaril naslednje. V neki reorganizaciji našega dela v zadnjem letu smo mi ukrepili področje svetovanja za diskriminirane. Anonimno se lahko vsak obrne na nas, za svojim problemom se najprej pogovori, nam predstavi življenjsko situacijo in ni potrebno, da je vsak, bom rekel, nosilec formalne prijave. Ker takrat že je takoj vprašanje, se bom podpisal, se bom izpostavil. Nam je zelo dragoceno, da na našo brezplačno številko 080 81 80 ali na naše maile, ki so dostopni na spletni strani zagovornik.si, ljudje, tudi če jim je tako lažje iz anonimnih naslovov, javijo, kaj se jim dogaja, da lahko v pogovoru z našimi zaupnimi svetovalci, socialnimi delavci, pravniki in tako naprej, preučimo, kaj bi bila najboljša pot za odpravo te njihove stiske, travme ali dogodka. In ni vedno samo prijava, so zelo dragoceni tisti, ki lahko prijavo podajo in speljejo, ampak poznamo veliko drugih rešitev, ki olajšajo življenjsko situacijo, zato vse vabim, tudi če se iz drugih razlogov srečujejo z diskriminacijo, seveda, da se na institucijo zagovornika obračajo. Naše sodelavke in sodelavci so dobro poučeni, kot vidite, o teh vprašanjih in tukaj smo zato, da v teh primerih pomagamo. To je bil podcast Zagovornika načela enakosti na temo diskriminacije oseb s HIV-om v zdravstvu. Z vami smo bili dr. Tomaž Vovko,
Evita Leskovšek, Marko Verdel, Petra Klepec, Miha Lobnik in Mitja Blažič. Hvala lepa vsem, da ste prišli in podelili vaše znanje in izkušnje. Vabljeni, da naš podcast spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.